Zdravo, danes si bomo pogledali, kako lahko tudi vi sami v Canvi naredite neko uvodno špico, nek intro za vaš Facebook kanal, YouTube kanal ali pa mogoče spletno stran. Torej, pogledali si bomo, kako najdete neko predlogo, kako spremenite tekst, kako spremenite glasbo in kako se skupaj lahko zapakirate v nek končni izdelek. Pa dajmo kar začeti. Dajmo si pogledati končni izdelek najprej. Greste najprej na Canvo. Na Canvi bomo torej iskali intro za YouTube. In Canva nam bo potem predlagala vse možnosti od plačljivih do brezplačnih in sami se bomo danes osredotočili na brezplačne možnosti za Canvo, torej neke osnovne zadeve, recimo neka potovanja, nekaj, kar je v zvezi s potovanji, recimo, da izberemo tole možnost, da začnemo. Torej, recimo, da nam tole ni všeč, recimo, da bomo rekli, se pravi, da imamo nek naslov, torej popotovanja z Katjo in Primožem, popotovanja z... Tukaj je treba poudariti, da morate končni izdelke vedno pogledati za sabo, ker sem imel čez celoten video napačno z Katjo namesto s Katjo. Ampak končni izdelek je bil na koncu pravilen. Katjo in Primožem. Recimo, da bo to neka naša osnovna zadeva. Potem, kar še lahko izberemo, je, da gremo pod elemente, najdemo neke video posnetke in tukaj potem lahko vtipkamo recimo narava in spet iščete take video posnetke, ki nimajo tele kronice, ki so torej popolnoma brezplačni. In recimo, da najdete neko zadevo primerno vam in ko boste našli, jo enostavno primete in date noter, torej vržete not. Se pravi, ko najdete spet neko boljšo, ko boste recimo iskali pa rečete, zdaj mi je pa ta recimo bolj všeč, enostavno primete in vržete not. Seveda ta, ki sem jo zdaj vzel, ni brezplačna, tako da bomo izbrali neko brezplačno zadevo, recimo ta tudi ni brezplačna, ampak to za občutek, da boste imeli. Recimo, da izberemo tole. Zdaj, kar bomo naprej spremenili, je lahko oblika teksta, lahko je sama postavitev. Torej, lahko se odločimo, da tale tekst damo recimo v neko drugo barvo, recimo v modro barvo, če nam je pač bolj všeč, mogoče svetlo modro. Potem lahko tudi učinke spreminjamo, se pravi sama barva ozadja, če vidite, se spreminja, potem samo smer lahko spreminjate, ko bo vidno, odmik lahko spreminjate, samo prosojnost, a je bolj vidno ali je manj vidno. Potem imate različne barve še potem obliko, recimo, da si želite bolj zaokroženo zadevo, pa recimo še malo bolj, takole, pa damo potem na sredino. Kako boste dali na sredino, veste potem, da se vam tukaj črta pokaže in tudi malce se vam bo zaustavila zadeva, takrat boste vedeli, da ste na sredini tega teksta. Takole, pa recimo si želimo tole zadevo premakniti malce dol, torej tole bomo dali nekje na sredino. Takole, pa recimo, da nam je tole všeč. Takole. Je ta tekst malce večji, malce bolj odebeljen, da je druge barve. Da je mogoče recimo tako, pa da ima neko ozadje drugačno, da je malce bolj vidno, takole. Recimo, da nam bi bilo pač to všeč in
Potem naslednja zadeva, ki je, vidimo, da zdaj se vse naenkrat napiše. Pa recimo, da tega ne želimo. Recimo, da želimo, da se nam najprej napiše popotovanja z in kasneje Primožem. Katjo in Primožem. Torej bomo pogledali, koliko časa rabi potovanja z, do tukaj nekje, se pravi, tukaj bomo razdelili stran. Prva zadeva, se pravi, zdaj imamo na dveh straneh. Torej najprej bomo šli na prvo stran in bomo izbrisali Katjo in Primožem. Zakaj? Ker nam bo Katjo in Primožem napisalo v drugem zavihku, torej na drugi strani. In kot vidite, nam še enkrat tudi popotovanja piše. In tudi, če gremo tukaj, vidimo, da nam jih kasneje tudi izbriše, kar pa ne želimo. Gremo torej na kjer piše pisalni stroj oziroma kjer je animacija in kliknemo tukaj samo ob odprtju. Kar pomeni, da samo, ko se bo zadeva začela, bo animacija, ko pa se bo končevala, se pravi, ko bo konec animacije, ne bo te animacije. Torej, ko bo konec tega slajda, se animacija ne bo zgodila. Če damo na oboje, bo na začetku in na koncu našega slajda oziroma našega dela tega posnetka ta animacija narejena. Če damo ob odprtju, se bo zgodilo samo na začetku, če damo ob zaprtju, bo samo najprej na začetku videa prikazana in potem bo izginila. Lahko tudi pokažemo, se pravi, če damo ob zaprtu, bo najprej prikazana in potem bo samo izginila. Mi pa seveda želimo ob odprtju, kar pomeni, da se bo zadeva samo prikazala in tudi obstala. V našem drugem primeru pa se želimo znebiti, se pravi odstraniti animacijo, ker jo imamo že v prvem delu narejeno. Torej, če se osredotočimo samo na prvi del, je zadeva, kar se tiče napisa popotovanja z, za nas taka, kot si jo želimo. Druga zadeva, ki je, Katjo in Primožem lahko naredimo neko drugačno zadevo, se pravi nekaj, da je bolj na bum, recimo lahko je kaj takega, si lahko pogledamo. Pa recimo, da še takole naredimo, razdelimo in pa da rečemo, tega dela si ne želimo še tukaj, pa tudi tukaj ne, in da si ga želimo samo tukaj. In recimo, da je to zdaj naš posnetek, se pravi nekje 6-7 sekund posnetka, s katerim smo zadovoljni. In kaj zdaj še nam manjka? Manjka nam še glasba. Glasbo lahko dobite na več načinov, naredil sem tudi video posnetek glede tega, kje se lahko najde glasbo. Ena izmed zadev, ki jo nisem takrat omenil, je YouTube Library. Greste na Google, enostavno napišete YouTube Library, najdete spletno stran youtube.com audio library in prišli boste do te spletne strani. In tukaj je zvočna knjižnica YouTube pesmi, ki so popolnoma brezplačne za uporabo, kar pomeni, da vse, kar boste uporabljali na YouTubu, iz te baze vas YouTube ne bo za kakršnekoli licence tretiral, to je vse brezplačno dostopno, javno in je možno za uporabo. Pa recimo, da se odločimo, da bomo izbrali neko veselo zvrst, potem si tukaj kliknete predvajaj, da si poslušate glasbo, sam sem si že vzel tole glasbo in si jo enostavno naložite, na kakšen način glasba pride sem noter, popolnoma enostavno. Glasbo, ki vam jo je preneslo, samo primete in jo spustite noter. Se pravi, iz vaše datoteke, kjer imate, če so to prenosi, downloads, samo primete, da vam glasba naloži. In ko bo prišlo, se pravi, do konca, ko bo glasba naložena, jo samo primete ponovno, torej to, ki je tukaj znotraj, in jo nesete v sam urejevalnik v Canvi. Torej, primete in tukaj, kot je pisalo, vidite, spustite glasbo. In glasbo samo spustite. Zdaj, ker sem šel preveč v levo, glasbo ni spustilo. Torej, takole. Tukaj potem, ko kliknete gor,
lahko spremenjate, kater del glasbe si želite, da vam predvaja. Sam bom pustil od začetka. Edina zadeva, ki jo pa bom popravil, je končna zadeva oziroma konec. Dajmo si poslušati, kako celotna zadeva izgleda trenutno. In recimo, da nam je pač to všeč, edino, kar nam ni všeč, mogoče meni osebno, je glasbeni konec. Zdaj se osredotočite na samo glasbo in kako se konča celotna zadeva. Nekje na sredini, nekje brez ritma, brez vsega. Torej kliknete na te 3 pikice tukaj spodaj in date zvočni učinki. In v zvočnih učinkih lahko določite, koliko sekund bo glasba na začetku naraščala in pa koliko sekund na koncu bo glasba pojemala oziroma izginjala. In recimo, da si želimo na koncu zadnjo sekundo recimo, da bo glasba pojemala. In to se nam pozna tudi tukaj, če ste fajn pozorni, se naredi taka črtica. Če tole zdaj povečam, vidite, da je tista črta bolj poševna. Torej, začne se pojemati že tukaj in začne izginjati. Pa dajmo poslušati, če damo zdaj na 3,7 sekunde, kaj se zgodi. Če vam je seveda zadeva všeč tako, kot je zdaj, super. Recimo, da damo mi na 1,4 sekunde, da vidimo. In recimo, da nam je to všeč, dajmo si torej pogledati, kako izgleda naš končni izdelek. To je torej naš končni izdelek, narejen v Canvi, popolnoma brezplačno, torej brez kakršnih koli stroškov. Če potrebujete torej za vaš YouTube kanal, Facebook kanal, kakršne koli intre, jih lahko v Canvi naredite popolnoma brezplačno, popolnoma sami. Slike date lahko torej, tako kot smo dali glasbo noter, date lahko tudi fotografije, se pravi pod naloženo vsebino, pod videoposnetke imate torej vaše videoposnetke, pod slike vaše slike, vse lahko razdelate, torej lahko naredite minutni video, lahko naredite 10-minutni video, dejansko se da urejati. Tukaj smo se sicer osredotočili zdaj na sam intro, ampak lahko delate tudi, režete videoposnetke, urejate videoposnetke. Ni to sicer nek urejevalnik, s katerim bi predlagal, da urejate zadeve. Za samo urejanje videoposnetkov so namenjeni drugi programi, katere sem tudi omenil na mojem YouTube kanalu. Ampak za neke intro, popolnoma neke osnovne zadeve je pa idealna. Tako da upam, da sem vam kakorkoli pomagal in hvala vam za vaš ogled in se vidimo v naslednjih posnetkih.